V soboto 11. januarja je minilo 22 let od smrti dr. Jožeta Pučnika, ki je odigral eno najpomembnejših vlog v času slovenskega osamosvajanja. Na dan obletnice Pučnikove smrti sta na njegov grob na pokopališču na Črešnjevcu delegacija Slovenske demokratske stranke in delegacija občine Slovenska Bistrica na čelu z županom dr. Ivanom Žagarjem položili cvetje. Zbrane je nagovorila podpredsednica SDS in vodja poslanske skupine stranke Jelka Godec. Moram reči, da dr. Pučnika nisem osebno poznala. Mi je zelo žal, da ga nisem. Poznam pa njegove ideje, predvsem pa njegovo veliko delo za slovenski narod. In v zadnjih letih, predvsem v zadnjih 2 letih, se večkrat postavlja vprašanje, kako bi bilo takrat tistega leta 1990 oziroma okoli tega leta, če ne bi slovenski narod vodili takšne ljudje, kot je bil dr. Jože Pučnik. Ali bi danes živeli v samostojni in suvereni republiki? Jaz mislim, da odgovor na dlani, če gledamo skozi oči današnje oblasti. Nikoli ne bi, oziroma danes ne bi bili v suvereni državi, še vedno bi sanjali sanje, kot jih sanjajo nekateri veliki narodi, ki še vedno nimajo svoje države, kot jo imamo mi Slovenci. Torej, največja zasluga za to, da živimo danes v svoji državi, gre seveda dr. Jožetu Pučniku. Jaz mislim, da je oče slovenskega naroda, Jože Pučnik, nekdo, ki se mu nikoli ne bomo mogli dovolj veliko oziroma dobro zahvaliti za vse, kar je naredil za slovenski narod. Že takrat, ko je moral v izgnanstvo, ko je deloval v tujini, je vedel, da bo prišel čas. Da bo prišel čas, ko se bo moral vrniti v Slovenijo, ko bo za svojo trdno voljo, za svojim jasnim ciljem, z jasno vizijo in vsemi, bom rekla, tistimi, ki jih je potegnil s sabo, pa tudi z določeno trmo popeljal slovenski narod enotno, najprej na plebiscit in potem v samostojno Slovenijo. Danes mislim, da vsi pogrešamo takšno osebnost, kot je bil dr. Jože Pučnik. Pogrešamo njegovo pronicljivo miselnost, mišljenja, razum. Predvsem, če gledamo še enkrat stališče današnje oblasti, ki zatira svobodo govora, ki že pospravljene spomenike krvnikov slovenskega naroda postavlja nazaj na ulice, trge in parke slovenske države, ki ne priznava komunistične revolucije na naših tleh, ki govori drugo resnico, ki pravi, da je več resnice in da je njihova tista prava, ki zavrača vrednote slovenske osamosvojitve. Moram reči, da v takšnem času, ko živimo, oziroma vprašanje, kaj bi dr. Pučnik danes dejal na vse te. Ali bi bil zadovoljen z državo? Ali bi bil zadovoljen z tem, kar je nastalo iz njegovih idej in njegovih ciljev? Ali bi bil zadovoljen z nami, ki smo nekako njegovi nasledniki in tisti, ki udejanjamo njegove ideje in še vedno stopamo po poti ciljev, ki si jih je zadal? Ne vemo. Verjamem pa, da bi nam dal modre nasvete za naprej, da bi z svojo trdno voljo in z svojo slovensko dušo nam dal moč, da delamo naprej, da uresničujemo njegove cilje in njegove ideje. In da širimo tudi vse te vrednote slovenske osamosvojitve še naprej, med mlade, kar je predvsem pomembno. Poslanka magistrica Karmen Furman je prebrala pesem Igorja Pirkoviča, na kratki spominski slovesnosti je nastopil tudi mešani pevski zbor KUD-a Štefana Romiha Črešnjevec.